Se strinjaš, da je najboljše uporabljati tiste sestavine na koži, ki jih dejansko lahko tudi pojemo? Ena od teh stvari, ki jaz prisegam na njo, je karitejevo maslo. Obstajata dve vrsti karitejevega masla in to je rafinirano in nerafinirano. Razlikujeta se v tem, da je nerafinirano maslo, to je karitejevo nerafinirano maslo, bolj rumenkaste barve, evo, takele kot je tukaj. Nerafinirano karitejevo maslo ohranja vitamine in minerale A, E, F in pa pač druge maščobe, medtem ko rafinirano karitejevo maslo v bistvu že malo predelano in seveda izgubi tisti vonj, ki včasih nekatere moti, ker morate vedeti, da nerafinirano karitejevo maslo ima tak malo bolj izrazit vonj. Jaz ne kupujem nobene kreme, karkoli, ampak se mažem s karitejevim maslom. Res je, da pozimi se zna zgoditi, da bo malo bolj trd, ampak če ga date tako med roke in ga v bistvu segrejete svojo toploto, se bo stopil in ga namažete. To je res vsestransko. Uporabljate ga lahko za mazanje celotnega telesa, za mazanje trebuščka v nosečnosti, lahko se namažete po dojenju in bo to super, pač lepo vam bo vse zaščitili in tudi otroku ne bo nič škodovalo, ko ga boste spet dojili. Potem ga lahko uporabljate za izdelovanje raznih krem, lahko dodajate eterična olja. Pri drugem otroku sem se odločila, da bo smeti še manj odpadkov, še manj plastike. Pri otrocih je karitejevo maslo res učinkovito. Recimo, če ima otrok atopijski dermatitis, mu karitejevo maslo zelo pomaga, ker je pač vlažilno. Pomaga tudi pri mazanju ritke namesto hladilnega mazila, pri mazanju temenc, se pravi tiste kožice, ki se naredi na vrhu glave, in pa nasplošno, da lepo zmasirate dojenčka, da nima tistih kolik, krčkov, ker se bo tako tudi boljš počutil. Moram se zahvaliti vsem v skupini Dom brez odpadkov, ki so mi v bistvu še malo bolj pokazali, kje se lahko uporablja karitejevo maslo. Med komentarji sem zvedela, da nekateri uporabljajo karitejevo maslo tudi, da ga dajo za en noht pod pazduho in potem nanesejo na to sodo bikarbono, kar je super deodorant, oziroma na ta način pač se ne vonja našega znoja. In pa take stvari, kot so, da izdelujejo svoje kreme. Jaz ne izdelujem svojih krem, ampak v bistvu samo nanašam karitejevo maslo, kar je pa tudi fajn, če bi kdaj dodali kakšno eterično olje karitejevemu maslu in imate v bistvu lahko neko kremico, ki si jo sami naredite oziroma naredite nekomu za darilo, kar je pa najlepše darilo, nekaj, kar je brez odpadkov, pa kar je uporabno. Glede na to, da želim, da je v mojem življenju čim manj odpadkov, vse veste, da pač imamo čim manj te embalaže, plastike in smeti nasploh, sem se jaz odločila, da naročam karitejevo maslo kar pri Akomi in sicer tlele imate povezavo. Je pa tako, da je v bistvu zapakiran v takole plastično folijo, pride v kartonasti škatli in v časopisni papir zavit. Je pa res, da je tudi en tak lepilni trak čez, kar pomeni, da je odpadek, ampak ga je bistveno manj. Ko boste kupili 1 kilogram karitejevega masla, priporočam, da ga razdelite v takele posodice. Jaz dajem v takele steklene posodce, lončke. Če vam je bil ta video všeč, pa bi radi izvedeli še za več takih uporabnih stvari, kjer bo manj odpadkov, kliknite tukaj in se naročite, da boste dobili vsak video takoj, ko bo objavljen. Se vidimo, boš videti. Čau!